Dobro jutro. Evo ga, Elvis Presley, ki pravi suspicious mind. Torej, imam misli sumničave na vse sort stvari. In nas je hotel opozoriti, bodite sumničavi, ker to vam bo marsikaj razjasnilo. In smo. Hvala Bogu, nam je korona podala dovolj veliko mero sumničavosti. Ne? In ker smo bili sumničavi, smo ugotovili, da le nismo tako zelo teoretično zarotični, kot pa smo, bom rekel, razgledani in smo pelali čez ta kognitivno disonanco uma in smo si upali beyond, torej onkraj verjetnega, razumljivega, dojemljivega, tako na stran pozitive, torej, bom rekel, tega prehoda k svetlobi v sebe, razčistiti stvari, kot dojeti, kaj je ta temačna drhal sodrga, ne morem drugače reči, počela najšibkejšim členom družbe, predvsem otrokom in ženam, no in konec koncev tudi možem. 40 mučenikov je danes dan, kjer je kao posvečen možem, ki so jih nek cesar ali Cezar jih je dal usmrtiti, ker se niso hoteli odpovedati rimskokatoliški cerkvi, ne, veri kot taki, jih je dal usmrtiti, no in zgodbica, pač neka taka, naj vam bo bedno, naj vam bo slabo, sicer vas bomo pobili, če boste verjeli v cerkev, ali pa če ne boste, v vsakem primeru vas pobijemo. In kada nismo, res smo bili slepci in res so se lahko iz nas delali norce. Ne. Malo se opravičujem, jaz sem danes prvič prižgal tole mojo GoPro kamero za potrebe tega studia, pa da vidim, če bo zdaj kaj drugač. Svetloba mi že ne odgovarja, ker mi je sam pufrisa videti, a veš. Ne vem, če bo zvokovno v redu, ni pojma nimam. Vem, da jaz slišam zdaj in musko in sebe, ker imam tlele slušalko, ne, ajdeš. Moram malo monitorirati, ne. Sej po 150 videih bi bil pa čas, da se človek, 180, da se človek mečken ipak gre tehnično prav. Ampak imam tudi program drug in nič dost ne razumem. Pač nimam časa še za te stvari. Okay. Tlele imam napisano, da smo se v kratkem času mnogo naučili. Ja, no in suspicious mind, komad od Presleyja zagotovo paše v to kategorijo. Mnogo novega znanja smo prejeli v zadnjih 2 letih, v vsej tej poplavi informacij, dezinformacij, polresnic in debelih laži. Ne? Nekako smo ipak mogli vsak pri sebi definirati, kaj bomo vzeli v sebe, katero informacijo bomo vzeli za sebe, in mislim, da se je kar večina izmed nas naslonila na tisto notranjo smer, ne? Vibracijo. Če tekst vibrira s tabo, ga vzameš, če ne. Mnogo imam jaz primerov sam pri sebi, ko sem rekel, tole pa neka negativnost, jaz to ne bom bral, sploh me ne briga. Tole je pa too much komplicirano za mene, ziher ni, to prav. Dajmo se večkrat spomniti, kako bi kekec reagiral, kako bi naše stare mame reagirale, kako bi zagledale to trgovino, ne vem, kjerkoli, hiper, ultra, market, z vsemi, ne vem, katerimi sestavinami, no po novem je ta insekt, oziroma, da bi mi jeli insekte, ta mokar je ful v prednosti in sem že videl nek Tine Zajc ali Tilen Zajc, nima veze, je že najdel on poslovno priložnost in že ima on gajbice in goji mokarja. In to seveda polni cajtengi tega, da dajmo vsi, ki imate doma eno stelažo, dajte gojiti mokarja, ne rabite vi živinorejske farme, ne rabite rastlinjaka, nič, evo, insekte vsak goji doma. Tako daleč gremo. Jaz sem si tlele sicer nekaj pripravil v kontekstu Bože ne daj, vsi insekti vsebujejo hitin je strup,
Čakam sem dal. Vsi insekti vsebujejo hitin. Hitin je njihov DNK, a ne? Hitin je strup za ljudi in izognite se ga za vsako ceno. Tem nadomestkom mesa narejenih iz insektov in ja, vidiš, kaj je narobe napisano. Preberite stvari, nalepke, deklaracije preberite. Ima pa simbol E120 pa E904. 120 in 904. E je hitin iz insektov. Sej razumemo, ne? Oni bi radi nas pobili, pa če ne gre zlepa, pa še bolj v trdo, pa še bolj na grdo. In kar jim ni uspelo s cepivi, pa prej s psihozami, bi zdaj pa radi dokončali, da mi sami si v usta stlačimo strup, pa bodo oni rekli, sej ste sami žrli, ne? Kaj se pa? Ne? Kdo vas je pa silil, da jeste črve, ne? Tako pol oni zmeri to obrnejo na tak način. In tle se oni kao čistijo karme, ne? Tle oni kao, sej si sam, jaz te nisem nič, ne? Zavedel sem te, ja, ampak naredil si pa sam. To je ta njihova filozofija, ampak ne smemo mi nasedati ničemur, ker smo pa že toliko se zbistrili in v zadnjih 3 letih napredovali ali smo nazadovali v sebe. Ne, napredovali smo v sebe. Ja, smo, seveda smo. Sem hotel tlele apelirati, ni duhovnost, spiritualnost, neki ulala tam, bubu, nekaj strašno velikega tam. Je predvsem naučiti se, kar ni naše, kar je bilo stvar indoktrinacije in propagande, vseh teh nekih motilnikov, in bolj začutiti sebe in bolj delovati iz sebe, ne? Zdaj jaz ne vem, če bom najdel vse. Evo ja, ni tako, ja. Ta svet tukaj ni zato, da bomo mi happy, torej srečni, ampak je tle, da nas naredi conscious, torej zavestne, zavedajoče v eno samo zavest. A čem pustiti tako svetlobo, pa se ne bom več s tem ukvarjal. Tako da ja, vsem tem času smo bili osrani, ne, težki teoretiki zarot, vendar smo imeli prav glede laboratorijskega izpusta virusa, imeli smo prav glede naravne imunosti, imeli smo prav glede mask, a ne, da niso v redu, imeli smo prav glede zapiranja, lockdownov, da niso ustavni in da ni prav. Imeli smo prav glede cepiv, da niso ok. Imeli smo prav tudi glede boosterjev, da niso v redu, da niso zdravilni, ne, in varni in učinkoviti. Prav smo imeli glede napačnih številk, ki jih je medija terala med ljudi, smo rekli, to niso v redu številke, neki ni. Imeli smo prav glede smrti v bolnišnicah, glede okrog covida in okrog Faucija in okrog zlobnega Svetovne zdravstvene organizacije. In lahko uganete, kdo je imel narobe okrog vsega. Yep, the government ships. Ja? Trust the science cult. Trust the science cult. Bom prevedel. Uganite, kdo je imel prav okrog vsega. Ja, ovce politične, tisti, ki sledijo politiki, ki pravi, temu se reče kult teh, ki verujejo v znanost. Znanost je naša največja pridobitev, verujte v znanost, vse je dobro, amen. In vsi sledijo na televiziji narativ tega, kar se reče znanost. Znanost ne dela za ljudi, ampak za denar, kdor je več da, tako ona pol dobi rezultate uporabne, kaj ne. Saj tudi to ni nič več novega že, ne, ampak okej. Smo se učili in smo se naučili in bili zaradi tega osrani, opljuvani, okozlani in nič hudega, tudi čez to smo šli, saj nismo softiči, saj smo pa ja neka bitja, ki prenesemo nekaj in naše pleme se ne prodaja in se ne
preda. Nikoli. In dobro nam gre ekipa, super smo in pogumni in pridni in postali ustvarjalni, že se in združujemo in nekako konektamo. Zdaj bomo imeli še te sobotne zume, da bomo povezali še koga zraven, ki ne more ali pa se ne upa ali pa še ni sposoben, množice na piknikih, tistih, ki že znajo kruh peči, pa ne rabijo priti sem. No, v sredo smo imeli prvi zoom, pa nas je bilo že koliko 16, ne, ali 12, 16. Tako da super, no, se mi zdi, da ipak se spoznavamo tisti, ki dobro v srcu mislimo, to je vse, združeni smo itak že, ne, in treba je biti samo še bolj pripaden našemu plemenu z vsem, kar je prav. Pleme, real human being, realno človeško bitje, torej pravi heroj, ne. Vsi imamo napake, nič se jih bati ali pa nazaj držati ali pa skrivati. To perfekten ni noben. Perfektno lahko samo napako naredimo, ne? In perfektno vložimo nekaj vole in energije, da jo popravimo, ne? Da se iz nekaj navadimo in gremo dalje, ne? Nič čakati, nič spančkati. Tudi jaz sem naredil znotraj teh videov nič koliko napakic, katastrof tudi, vse sort, ampak niti malo me ni sram, niti malo ne obžalujem. Všeč mi je, ker sem na tak način vam tudi vzor, da perfektnost ni stvar našega plemena. Srčnost je stvar našega plemena in če srečate človeka oziroma imate odnos s človekom, ki ni srčen, ne, pol ta ni naš, ne. Naše pleme smo srčni, ne. Saj smo pa tudi čudni, vsak po svoje. In tle rabimo kaj? Mero sprejemanja in mero spoštovanja drug do drugega, do prostora, drug od drugega in časa, ne. Ti energetske pijavke ne spoštujejo našega ne časa, ne prostora, ne idej, ne, bom rekel, zagovarjanja. Ni njim to ideja. Whatsoever. Lej, tlele imam, ja, še takole, ja, naše pleme, naša pot ni neka new age, a veš, trendovska, zdaj pa bo vse novo. V bistvu gre za to, da se vrnemo v ancient, ne, torej v globoko preteklost, ancient sploh ne znam, starodavno, dajmo tako reči, bi bil najbližje prevod, resnično starodavna znanja in sposobnosti obdobja Atlantide, Lemurije, pa še je tega, pa ne bom šel predaleč, ker tudi jaz ne upam biti brihten. Skratka, daleč nazaj, pred davnimi časi. In ja, evo, naj vam povem, da success, torej uspeh, je naša senca, ne? Ne jo probati loviti. Torej, uspeh je naša senca. Ne loviti vaše lastne sence. Hoditi morate po lastni poti. Hoditi moramo po lastni poti in senca nam bo avtomatsko sledila. Zapomnite si, sence nam zmeraj sledijo samo takrat, kadar hodimo proti svetlobi. Imamo? Če gremo proti svetlobi, prave stvari, potem nas uspeh sledi in je z nami ves čas. Jaz vam garantiram, da jaz sem uspešen, ampak merilo uspešnosti našega plemena je popolnoma drugačno, kakor je merilo uspešnosti te bolane, gnile, smrdljive družbe, kjer je norma imeti BMW, jahto, vilo in lepe obleke, pa še ful hudo, ne vem kaj. A glava in srce je prazno, nameni pa slabi. To ni to. Tako da ja, uspeh je, to sem jaz večkrat bral, bodi kar si, ti pa pali po svoje in uspeh bo prišel, verjemi. No, zdaj pa razumem, pa tudi uspeh ni to, kar družba naša zahteva, oziroma pod nas nekaj, bom rekel, normalizira, ne, je norma, ne.
zdaj tle sem najdel še eno, jaz si malo pripravim, malo slikce, malo tekste, malo si napišem, dorišem, skratka tle sem najdel eno, ki pravi tudi nič novega, da zadnja bitka človeštva se ne bo borila na minskih in bojnih poljih, ampak v glavah ljudi. Tu smo, kaj ne? Kaj se ne borimo vsi v svojih čebulah, ojoj, kako to, joj, pa še trpim, joj, pa moram še ovo, pa bolj, ko čas mineva, bolj tudi to nekako bledi, ni toliko bistveno kalkuliranje za preteklost in tako se sem tlele najdel prej še eno, pa zdaj v drugo mapco, ko imam čist drugo mapco za te stvari. Tako, mi se moramo izogibati 3 stvari, 3 najpomembnejših stvari. Prva je, da vas skrbi, kaj bodo pa drugi rekli, ne? Kadar vas neha skrbeti, kaj bodo drugi rekli, ste že precej nevaren člen te družbe. Druga stvar, ki nas drži v tem zaporu mentalnem, je to, da živimo v preteklosti. Torej, takrat moja punca, moj fant, pa zakaj me je zapustila, pa kakšen sem bil jaz trapel, pa sej on ni bil tako, pa jaz nisem bil tako. A veš, to se živiš tam v mislih. Ne moreš konzumirati dneva z odprtimi rokami, če pa imaš eno roko polno od za nazaj. Tle bi pa z eno bi rad pa celo srečo mu. Ne gre, moraš tam pustiti od zadaj, boli te more briga, kaj drugi mislijo in ti lahko začneš uživati dan. Tretja stvar, ki pa nas je držala v okovih, pa je strah nasploh in strah pred spremembo. Strah pred spremembo a veš, meni je bila ta, se moraš spremeniti, pa bo drugače. Se moraš spremeniti. Jebem ti, sprememba je že večna, to že razumem. Ampak v kaj naj se jaz spremenim? Katero masko naj si dam, da bom vsem všeč? Nikoli ne boš vsem všeč, je pa spet v eni pesmi. In v kaj naj se spremenim? No, in strah pred spremembo zdaj razumem, da se nismo upali mi stopati na pot našega plemena. Vse, kar je bilo v smeri našega plemena, je bilo zatrto, posmehovano, nevredno, kaj pa boš ti s tem, Skratka, te mačne sile so vedno se norčevale, zasmehovale to, kaj je bilo bistvo našega plemena, ne? In mi se ne smemo bati spremeniti pogleda na svet, ki je bil od temačnih, in ga moramo spremeniti v tega od naših, pa niti ne dosti spremeniti, ampak samo ga stoično zagovarjati in se ne dosti sekirati, kaj mi slišimo od okolice. Okolica je lahko od medijev do delodajalcev, do prijateljev, do partnerjev, staršev, vse to so informacije od drugih. Nikogar vam ni treba poslušati ali ubogati. Kadar delate iz sebe ven, je dovolj, da poslušate sebe in ubogate svoje telo. Kar reče lačen sem, je. In kar reče telo spančkov bi, spančkaš. In kar telo reče šubi hoditi, pejt hoditi. Še mogoče, ko sem glih do hoje prišel, smo tudi že omenili, dajte uporabljati noge. Ne kolo, ni kolo prava stvar, ni avto prava stvar in vsi ostali prevozi ne. Naše vesoljsko oblačilo, telo je pripravljeno za to, da planet raziskuje peš. Ne? In imamo vse, kar rabimo, že imamo sabo, sam moramo uporabljati. Ne verjeti tam sistemskim bananarjem, da je pa kolesarjenje super zdravo. Nikakor to ni naravna drža. A je tako? No, pa plavanje je tudi precej naravna stvar. Tlele imam situacijo, kam čem se zdaj fokusirati. Veliko smo se naučili, pa dajmo tukaj. Naučili smo se, kdo, predvsem najpomembnejšo stvar, ki se jo še vedno učimo, je prepoznavanje narcizma, prepoznavanje lažnih glasnikov.
Jaz sem rekel imena, pa se temu tako strašno izogibam, sem večkrat povedal že zakaj, vendar kljub vsemu sem že se opredelil okrog Mimi, ker sva pač imela zapleta, ne, pa ga nisem jaz izzval. No, potem predtem smo imeli spoznanje, jaz sem njo iskal v kontekstu najbolj kompetentno v Sloveniji, da bi pa kaj skupaj naredila, pa se je pol rodil Zoom, pa se je pa naredila takoj banana štalasta. No, skratka, jaz sem tam se distanciral od nje, jaz njen zid pustim primer, ne hodim srat. Ona pa se pa je odločila, da bo malo pokakala po mojem zidu, a ne, in to je ta primitivizem, primitivno, no, ne delaj drugim tega, kar drugi tebi, ker če ne postaneš tak kot oni. Zdaj jaz ne bom zaradi tega šel na njen zid pa se tam posmehoval njenim izjavam, ker se je posmehovala, ona se je prav zarežala na objavo, da nekatere boli, da se jih razkriva, a ne? Od spodaj sem pa jaz dodal, da jih boli vsa moja vsebina. Ne? In tle se Mimi seveda kot veleum, ne, in velečlovek začne posmehovati. Ne vem, kakšna je to čistina srca, a ne? Ne glede na to, kaj dela, in tako so to taki drobni pokazatelji, kjer smo mi že dovolj pozorni in awareness, da delovanje napačnih prepoznamo. Zdaj, jaz še vedno iščem, da ne bo pomote, kompetentnega sogovornika, in večji del ljudi sem jaz tudi kontaktiral, med drugim tudi Rubina, pa med drugim tudi Skelo, pa tudi tega, kaj je Rotovnika, pa še jih ne bom z imeni, saj pravim, z nobenim nisem našel, bom rekel, resnejše debate. Zdaj, še najbližje mi je bil, sem si pogledal 1, 2, 3 posnetke od Skele, Alex, pa sem rekel, evo, no, Skela pa je, mislim, pač, okej, opozarja, ne se pustiti drsati, ne. Ne gre on nič proti tem našim plemenskim stvarem, tematsko se ne dotika ne Q-ja, ne tega, nekako, ja, nepravilnosti, saj teh je pa itak neskončno dost, ne, bolj te nepravilnosti proba vrtiti. No, in prav včeraj je objavil nek posnetek o neki atenski sporazum in jaz njega gledam in opazim, da prihajamo do točke, kjer bodo ljudje pozabili svoje vloge. Zelo se je, kot da bi njemu možgane ugasnil, ne, in se ni več znajdel z onega lista, ki ga je včasih obvladal v nulo. Ne. Ni ga niti rabil prijeti, zdaj ga je pa rabil, pa ga je vrtil in nikakor ni speljal, se je trudil biti še malo humoren, kot je bil v preteklosti, ampak mu ni speljala stvar. Zdaj, pravim, poglejte, awareness, bodite pozorni, in Skela žal tudi ni našega plemena. To je moje prepričanje, lahko da se izkaže tudi drugače, ampak naj čas pokaže, če sem v zmoti ali sem v resnici, vas nikamor ne silim, da mi morate verjeti in slediti, preverite pa sami. To pa ja, pa bodite pozorni, odprti, prvih 5 minut posnetka je dovolj, da si razjasnite, da ni več, nima moči možganske, kot da bi možgani usihali, no, prav tako se mi zdi. No, skratka, Mimi je posmehljiva, Skela se je tako izkazal, in ja, vsak izmed nas, no, evo, pa imam še recimo zdaj ta narcistični napadi, probajo res pičati, no, zdaj sem dobil od ene Vere Kostanjšek, ne, sem rekel, bom prav video o njej naredil, bolan do konca, ti in tvoja prijateljica, verjetno je imel Mihelo v mislih, šutasti, a ne, bi vas morali na psihiatrijo zapreti, ne. In seveda v tistem momentu je tudi stisnila blokado, da ne bo treba slišati in prebrati mojega odgovora. No, pa ker imam 2 profila, pa sem jo šel z drugega, ipak se ji zahvaliti za to modrost in da psihiatrija je ustvarila mnogo bolanih umov,
In da bom jaz to seveda predstavil z njenim imenom in priimkom tudi v nedeljskem liveu, da se lahko še kdo izjasni, če smo res vsi za kaj. Ampak to je taka strategija butastega narcisa, ki nima nobenega argumenta, pač on bolan do konca. Jaz sem bolan do konca. S čem sem že to dokazal? A razumete, ti možgančki so res raztureni. Mislim, se lahko greš pogledat njen profil, pa vidiš, da ni nič, da je pač sem slikca profilna in to je vse, kar je ona spremenila. Ni nam dala vedeti, kdo je, koga podpira, kaj sledi, kaj je štrumfala. Korona je krasen čas, da se vsak pokaže, koliko je aktiven, ne. No, evo, pa imam poštarja, ampak nikaj, bo preživel brez mene danes, če je bilo zame. To je to. When we lose our fear, they lose their power. Kadar mi izgubimo naš strah, oni izgubijo moč. To velja za kompleten sistem, za kompleten narcizem. Še enkrat, jaz se ne bojim nobene take ne izjave, ne nič. Moram reči, da sem jih dobil resnično malo in v bistvu mi je veselje se malo poigravati z njimi, ker jaz se ne pustim več nobenemu drajsati. Jaz sem svoje že jasno postavil svoje meje. Okej. Skrb zase, sem rekel, ljubite se do te mere, da tudi skrbite za sebe, da se postavljate vaše prioritete, vaš čas, vaše želje, vaši orgazmi, vaši prijatelji, vaše destinacije, vaša glasba. Dejte, da bo po vaše. Ampak skrbete za sebe, da bo po vaše, je tudi to, da se ne pregovarjate in argumentirate z ljudmi, ki so narejeni samo zato, da vas narobe razumejo. In to se lepo sovpada na uno gospo, ki pravi, da sem za na psihiatrijo. Mi vsi smo po njenem za na psihiatrijo. Ja, pa sej ona je pripadnica podaljšana roka sistema, sistem pa bi nas itak spravil, ne samo na psihiatrijo, v grob, stran od tukaj, mi bomo tle gospodar. Ja. Naše pleme je bilo prvo tle, prav, ste nas nategnili fejst, ampak mi smo bili prej tle in smo močnejši in mi smo čuvari ognja. Čuvari planeta smo, ja. Ne moramo dovolj, da eni reptili prevzamejo oblast, kaj pa bo zdaj. Še nikoli jo niso, pa jo tudi zdaj ne bojo. In le pazi, tle sem najdel besedo Rusija, ne. We pomeni mi v angleščini, ne. We pomeni mi, vi pomeni vi, Rus je pa kdo? Je pa Putin. Vi, Rus, ne? Vi, Ruski, ste v bistvu virus. Tako so oni si nekako zamišljali, da smo mi njihov virus, ne? Pa ni tam čizglih tako. Tako, kot sem prej rekel, mi smo bili prej tle. Res smo bili prej in we je lahko tudi why. Virus, ne? Why pomeni kaj v angleščini in se tudi v angleščini prebere virus, ne? Torej, zakaj Rusi in Rusi so virus, ne? Tako je bila njihova, ampak spet to je neka igra besed, tako kot mučeniki, ne, mučenik, če ni, je muka, če ni kaj. Igra, kontemplacija in tako. Matrica, ne, izhod iz matrice, ampak če daš to R stran, postane pa matica in načeloma se prek jajčec, ne, ti dvoživke grejo, kaj ne? Reptilske. Ne, torej je bila matica kraljica oziroma matica nekaj je mogla biti in je ustvarila matrico, ne. Tako da smo živeli v matrici, ki je pravzaprav plod matice. To ne vem, če ste ujeli v Lizboni, zdaj portugalska, sem prav rekel, je katoliška cerkev, zdaj vse opravičuje, ker je fukala otroke. 5000 jih je pa fukala in zdaj je rekla sorry. Super. Ja, ok, oproščeno, ampak na špago.
Ne, mislim, pazi, ne gre tudi tako. Oni so se opravičili že ne vem kolikokrat, pa so glih tako žgali naprej. Pa to ne gre tudi tako. Oni so rekli, zdaj bo pa vse drugače. Kaj bo drugače? In kaj je zdaj? Ja, je drugače, v Ukrajini dajemo milijarde, ne? V pralni stroj, za to, da dobijo nazaj. Mislim, za kozlat. In se ne veš, ali je burleska, ali je za zjokat, ali je zombieland, ali je srhljivka, ali je komedija. Sploh ne veš več. No, evo, še tole mogoče. Vse se spremeni, kadar začneš ljubiti sam sebe. Nič več ne pošiljaš energije v to, da bi bil napolnjen iz okolice, torej da bi iskal neke potrditve iz okolice. Postaneš močen vir znotraj sebe, ki je namagneten in privlačeš stvari boljše stvari privlačeš. Bolj, ko se ljubiš takega, kot si, manj iščeš validation and approval. Validation je vrednost in potrditve od odzunaj. Zavedajte se, da res to pa pride eno z drugim, ne rabiš se pol nič dosti preganjati, ker ti moraš sam sebe sprejeti, se ljubiti in odbiti, kar ni tvoje, se očuvati, da to ne rine vate, ker to je bil njihov namen in naloga, in potem si stvari sledijo same. Ja, prav tako, ne rabiš se prav dosti boriti. In tako, kot sem prej rekel, success, torej uspeh pride, je tako kot senca. In ti sledi, samo moraš iti proti svetlobi, ne kontra. Ne? Če mi smo šli pa kontra, v temo smo pa senco skozi lovili, pa jo nismo ujeli. Še mogoče tudi naše pleme, torej dobri ljudje, ne potrebujejo nobenih zakonov, ki bi jim razlagali, da naj se obnašajo odgovorno. Odgovorno ravnanje so imeli tudi v politiki, ne? Zavihajmo rokave, bodimo solidarni, bodimo odgovorni do drugih in se distancirajmo osebnih stikov, pozabimo na lastni imunski sistem in tako naprej. Ko je treba poiskati, kdo je odgovoren za to, da so kričali varno in učinkovito, maske gor in lockdown, kje je tisti, ki je to rekel? Pa ni več nobenega, ki bi bil odgovoren, ne? Pa vsi so odgovorni in bodo odgovarjali. Vojaški tribunali, tam je čas za odgovor. Včeraj sem gledal eno, ne bom šuke. Ja, Janša, ki ga na neki preiskovalni komisiji, pa se tam že čas nazaj. Kar ga je tip vprašal, Janša mu ni odgovoril. A zastopaš odgovor? Dajte mi, Janša, odgovor, da ali ne. In valjda tudi to ni upošteval. No, mislim, kako so taki ljudje lahko na nekih pozicijah. In ne se poberejo in jih je treba pobrati in jih je treba odstraniti, ker nimajo ne lastne odgovornosti, kamoli družbene odgovornosti in sledijo nekim zakonom, ki so spisani njim v prid, zato da lažje kradejo, znotraj zakonodaje. Če jim pa ne gre, pa kar ustavo poteptajo, saj so itak vele vsemogočni, ali kaj, ne vem. Da, še mogoče tale, nebesa, zemlje, je izbira, ki jo morate narediti. Ni to prostor, ki ga morate poiskati. I can see clearly now, je rekel Wycliffe. Vidim jasno, zdaj, ki je daš šel. I can see. Vidim tudi vse ovire na moji poti, prav vidim jih. Se strinjam. Čakaj, zdaj vam bom pa po 34 minutah vam bom pa sam še povedal to, da osebni dokument je osebni, torej je osebni dokument, osebni dokument, kar dobro razmišljanje tudi. Tlele vam moram povedati, gre se za to, da se, no evo še ta, da ne, duhovnost, mi moramo gor iskati, ne gre za to, da se mi nekam priklopimo na 5. dimenzijo, da se dvigamo višje v nove iluzije, gre bolj za to, da se izklopimo iz sistema in se priklopimo nase. Mi smo vir, vsak zase,
je prinesel s sabo vse, kar rabi. Da se preklopimo na svojo notranjost, da se preklopimo na ver in na mir v sebi. Potegnimo se iz vtičnice sveta in se priklopimo nase. Je napisala danes ali včeraj zjutraj Klaudija Andromedas, to je ženska, ki živi, Slovenka, ki živi v, mislim, da Španiji. Ja? Tudi sva bila na vezi. Tako ni naša naloga, da druge razveseljujemo, ampak da naša naloga je, da ostanemo v ravnotežju, v balansu. Ja? To je tudi taka. No in evo, imam še 3, vam bom dal. Choice is the basis of every part of. Izbira je osnova vsakega dela našega obstoja. Enako je tudi strah. A ne? Razlika med strahom in izbiro, ne, od začetka vam bom, ker prevajam sprot, pa ne mi zameriti. Izbira je osnova vsakega dela našega obstoja, kot tudi strah. Razlika je, da izbira ustvarja premikanje, strah pa premikanje zavera. Okay? Strah mora iti stran, izberite stvari, izberite pravo stran sebe, srca, plemena, moralno-etičnega kompasa, instinktov 9. ali 7. ali katerega čuta že, gut feeling, tak je črevo in bog, bi se reklo lahko, a ne? Dajte se kaj noter. Jaz ne pričakujem od svojih otrok, da spoštujejo šolstvo in ostale satanistične sisteme, ki so tik pred propadom. Zresnite se, to je nekdo napisal. In evo, jaz sem rekel, doskrat se zgleda, da nič ne delam, čeprav delam, in delo v nevidnem svetu je konec koncu mogoče še težje, kakor delo v vidnem svetu. To je pregovor od Rumi. Vsa lepota, ki je v nas umrla, naj zasveti nazaj. S tem bom pa končal, pa jih imam še nekih par. Vse tisto, kar so nam umorili in je umrlo, naj se v pomladnem brstenju prebudi nazaj ponovno, tako kot je narava šla spat, pa je ponovno, bo zaživela, že počasi se dogaja. Tudi v nas. Dokler smo živi, ni umrlo. Je pa spančka, to pa je umrlo, no. Vse, kar je zaspalo, naj se prebudi nazaj in temu se reče veliko prebujenje, v katerega gremo vsi. Malo s kitarco, malo s flavtico, največ pa s sončkom in naravo. Dragi moji, držite se, ljubljeni vsi, jutri Zoom, če kdo želi, piši mi. V nedeljo pa probam ponovno live, če bo delal, ker to je čisto noro. Se vidimo, uživajte, zabavite se, ljubljeni vsi. Čau, čau!